Dober dan. Minister za finance je šel obiskat Bruselj, je tam predstavil paket, recenzije pa še nimamo. So bajanja, ki temeljijo na osnovi tega, ali je imel kakšen bruseljski uradnik obrvi nekoliko bolj dvignjene ali nekoliko manj dvignjene, o tem, ali je paket zadovoljiv ali ne. Paket je tak, ekonomističen. A je dost? A vemo, kaj je v tem paketu? Dost. Cirka, ne? Približen. Cirka. Ekonomističen, seveda. Ja. Kaj, 500 manj potrošili, 500 več pobrali, pa bo, ne? Ja, veš, zanimivo je bilo to, da so se vsi zavili v molk, kar v bistvu, po mojem mnenju, pove dvoje. Prvič, da glede na to, da niti izga leporečje, da gre za res, čistko do deadlinea, do skrajne mere za res. Drugo, kar je iz slovenske strani, pa jaz rekel, da vlada počne nekaj, kar najrajši ne bi. To se pravi, ni najbolj predana temu, ampak ve pa, da je treba in tega svojega nelagodja pač ne želi deliti z javnostjo. Tako stvari vidim. Na drugi strani imamo pol izjavo Reutersa, da to ni zadost, ampak jaz temu ne verjamem. Tako, kar pa jaz poznam, veš, logiko poslovanja agencij, je pa tako pač, da novinar se sestane z visokim uradnikom, visoki uradnik reče, tole, kar bom povedal, je off the record, ne smeš me citirati, lahko pa uporabiš. Pa povedal samo enemu. Da bi si čisto nasuh zmislil, ne verjamem. To si jaz mislim, da si ni zmislil, ampak mislim, da je to neka komunikacijska strategija. Saj dosti jo je videti v zadnjem času, ker ta po en stran tiha diplomacija, po drugi stran praksa molka iz obeh strani, po drugi stran nekih kratkih informacij, ki uhajajo ven. Zgleda, da je to, mislim, dost arhitektonsko zamišljena zadeva. Majhen moti to, da so to Angleži, ker pri Angležih je, se veš, Evropske unije najbolj ne marajo, se sami ukvarjajo z odporom do Evropske unije, z referendum in tako naprej. Kdo bi vedel, ampak jaz mislim, da je pač ta stvar posredi vsega gre nelagodje. Nelagodje Evrope, zato ker mora sploh stalno ponavljati eno in iste mantre že 3-4 leta, kaj je treba narediti. Na drugi strani nelagodje slovenskih vlad in to vseh po vrsti, ki se pravzaprav vse tako obnašajo, kot da bi lahko za nekimi kozmetičnimi ukrepi svoje sogovornike vrgli na finto potem, ko se nič ne bi zgodilo, pa bi oni verjeli, da se je zgodilo, bi bil pa problem rešen. Jaz mislim, da je to sreden problem. Tako, da potem, kar jaz slišim iz Bruslja, je tako, da pač, ko pride visoka delegacija slovenska v Bruselj, jih tam pričakajo izjemno kompetentni sogovorniki, ki tako zelo natančen pregled nad situacijo v Sloveniji in ti sogovorniki tudi vedo, kdaj Republika Slovenija dribla, skuša po nogometaško nadmudrivati, kdaj muči žogo in kdaj nekaj misli zares. Ja, to je problem, ker v bistvu že pomalem vsi poznajo to igro in ni več prepričljiva. Gre pa dejansko samo za igro in gre za to, da je v Sloveniji praktično vse vlade so jo igrale in jo še vedno igrajo. In da smo zdaj pa, se mi zdi, da res prišli do tiste skrajne meje in mislim, da je to pa kljub vsemu dobra novica, da se ne pravila, ampak fasada te igre se podira. Sredi noči je minister za notranje zadeve in javno upravo naročil 7 kosov pice, da te kap, jo korektno razdelil s sestankovalci na drugi strani mize, sindikati, več pol nekje do 3 po noči so pod črto ugotovili, da
bi lahko za leto 2014 prešparali oziroma znižali proračunsko porabo na račun nižjih plač za dobrih 180 milijonov. Ne? A je uspeh to ali je... To je brez dvoma uspeh. Mislim, prav interesantno je to, ne, ker v Sloveniji se moraš naučiti opazovati stvari z druga kota, z druga zornega kota. Ne. Ker tisto, kar rečejo, pač rečejo. Ne. Tokrat je pa prišlo prvič do tega, če so sindikati dojeli, da preprosto se ne bo išlo drugače kot, da popustijo, ne, pomeni, da gre za res. To je prvo ugotovitev. Drugo, kar je pa vlada dojela, da mora postaviti neke kriterije in se jih držati in se pravno zavezati tudi na ta način, da bo varna pred samo sabo oziroma pred svojimi nasledniki in predhodniki. Ne. Skratka, naredili so zdaj pravno zavezo, po kateri imajo sindikati tudi neko orožje. Ker to, kar je prejšnja Janševa vlada sklenila, ne, je padlo na sodišču. Ne. In tisto, kar je padlo na sodišču, bo zdaj državo koštalo 50 milijonov, oziroma koštalo pač sindikati so zadovoljni v toliko, ker bodo javni uslužbenci nazaj dobili tisto, kar se jim že vzeli. Zaprav so naredili nekaj, kar pravno vzdrži in to je pravilno, ne, kriteriji so dani. Potem je sindikalist in pogajalec Štrukelj na nek način lepo povedal, domačo nalogo smo naredili, ampak zdaj se ve, da je ta domača naloga narejena, ne da bo morala biti še enkrat narejena. Ker pa še vedno zmanjka od koliko, 180 do koliko, do 250. Pa treba še eno narediti. Ne, to pa pomeni, da je to razliko 100 milijonov treba nekje noter prinesti. In to pa zdaj ni več. Domača naloga pri drugem predmetu. Tako, in pri drugem izvajalcu, če tako rečemo, ne, pri vladi, ne, vlada mora to speljati. Kjer predmet bi profesor Markeš rekel, da je treba zdaj narediti domačo nalogo? Jaz se ni treba, da sem jaz pameten, se že prav tako sindikalist Črnjavič in Štrukelj sta to že tudi povedala, ne, sta namignila, ne, ker je zanimivo, da se v sindikatih zelo zavedajo, da je v bistvu ta javni sektor neučinkovit v nekih segmentih in da je v drugih segmentih potratna. Ne. Skratka, temu so rekli strokovno notranje rezerve. Ne. Ja. Notranje rezerve so pa verjetno spet razdeljene na tisto, kar je res možno še optimalizirati v procesu dela in drugo, kar je najpomembnejše po moje, tudi ključno, je pa korupcija. Ne. Korupcija je pa kar češ. Ne. To vsi poudarjajo. Plus... Danes zjutraj so v tehnološkem parku, na neki neobičajni lokaciji, so se sestali člani ene zdravniške iniciative, ne, ki v kateri je sicer najbolj znan Erik Brecelj, ni pa edini, ne, in predstavljajo neko zelo, zelo zanimivo propulzivno gibanje v zdravstvu ljudi, ki sporočajo eno stvar. Ne. V zdravstvu se mora parazitiranje končati. Pravi, kar rabimo, je operacija čiste roke v zdravstvu. Ne. Konc tega, da vsak kšeftar z steklovino lahko na osnovi biznisov zdravstvenimi domovi si kupi Humveeja ali kakšno podobno prestižno vozilo s pogonom na vseh 6 koles. Ne. Mislim, to je verjetno velika reč. Ne? To je velika reč. Ne. Mislim, prihaja do tega, da od spodaj se začenja ustvarjati pritisk na uprave zdravstvenih inštitucij, naj za božjo voljo preprečijo pljačko, ki gre na račun zdravstvenega denarja. Ne? Zdaj se približno že povedala, kje se naša država da rešiti, kje so notranje rezerve. Točno tle. In to, čiste roke. To ne, pa v tem, ne, ker to, kar bo ljudi udarilo, ne, bo dejansko nekaj, kar jih bo tudi ozavestili, nas, kar nas bo udarilo, nas bo tudi ozavestili in bomo zelo pazljivi na to, ne, kar so že, ne vem, pač po skandinavskih deželah, kot so sindikalisti sami povedali, oni z javnim denarjem delajo kot s svojim denarjem. Ne. Tukaj je pa z javnim denarjem se dela preprosto tako, ko se ga postavi na mizo, ga je treba čim prej pospraviti z mize in to v drugo smer, ne nazaj. Ne. Skratka, po žepi ga je treba pospraviti, pa ali je to upravičeno ali pa neupravičeno, ali je to potratno ali pa ni potratno, to sploh ni pomembno. Ne. In tle rešitev dejansko je in jaz bi tukaj bil optimist, jaz mislim, da tistih 100 milijonov se bo dal videti, ker se bo pa 100 milijonov videli, se bo verjetno še kakšnih pol toliko ali pa še enkrat toliko pokazali kot alternativa.
Samo z tem očiščenjem je pač treba začeti, ne. Oziroma, to je pa zdaj tista zanimiva bitka, ne, da veš, kadar se mi pogovarjamo sistemsko, ne, ko gre za sistemsko govorico, ne, ali nam bo Bruselj narekoval to, ali nam bo Bruselj narekoval ono, je to novi Beograd, je to novi Dunaj, karkoli že je. To je en tip govorice. Ta tip govorice se zelo simpatično sliši, vedno se lahko spraviš za okope, vzameš v roke Cankarjevega hlapca in razglasiš, da pravna država ni nič, da hlapec pač je lastnik domačije in pika, ne. Tudi to je bilo govor, recimo, kako so v Litvi, Latviji, Estoniji, pri balskih državah, na Češkem in tako naprej. Tuje korporacije pokupile vse domače stvari in zdaj imajo pa po 7-8% dobičke, ki jih izvažajo v tujino, ne. No, potem je bila pripomba, zdaj referiram pač eno... Si ti slučajno neoliberalc? Če sem neoliberalc, kaj pa je to? Kaj pa je to? To, kar se govori. Ne zate, tako nasplošno, ne? Ja, to poskušam razložiti. Zdaj bi poskušal parafrazirati pogovor na Odmevih med dr. Mencingerjem pa Simonom Mastnakom. Tako, ne. Ker sta oba dva svoje argumente povedala, moram priznati, ne, dr. Mencingerja imam rad in ga spoštujem in naš sosed tudi od mojega očeta mladostni in tako naprej, ampak jaz sem Simonu Mastnaku dal prav iz zelo preprostega razloga. On je takrat rekel, ja, veste, tako je, ne, če pride zdrav lastnik na Češko, Litvo, Latvijo in Estonijo, ne, in dela profite, ne, pomeni, da dela profite, pomeni, da podjetje deluje. Slovenska država v zadnjih letih ni uspela organizirati kot lastnik niti enega profita, nasprotno delala je izgube, ne. To so osnovna dejstva. Zdaj sploh ne gre za to, si ti neoliberalc, si socialist ali si karkoli, gre preprosto za to, a ti organiziraš ekonomijo tako, da deluje. In metoda slovenske samoprevare, a ne, ki je bila v bistvu neko presečišče balkanizma, samoupravljanja, ne vem česa, se je izkazala za nekaj izredno goljufivega, neprimernega, kam smo prišli, danes ni treba teoretsko več razlagati. Samo časopise treba odpreti, realnosti treba pogledati in tako naprej, ne. In zdaj treba pa optiko obrniti. Če hočemo ohraniti socialno državo, če hočemo ohraniti javno zdravstvo, javno šolstvo, kaj povejo ti zdravniki? Zdravniki ne rečejo, treba je biti neoliberalen, da jim šparata, ne. Oni ravno obratno rečejo, ti zdravniki, ki si jih prenešteli, oni ravno obratno rečejo, da jim izgnati korupcijo, da bomo lahko ostali socialna država. Ja. To je njihova poanta. A so oni neoliberalci? Ne? Niso, ne. Oni so v bistvu socialci, ampak bi to rad postavili na osnovo pač poštenja pa dane besede, ne. Skratka, nehajte kradati, ne, po domač povedano, ne. Ker v končni fazi je čisto vseeno, v katerem sistemu se gibljaš. Tako kot je bilo, če se vrneva nazaj na eno od najnih debat iz prejšnjih ali pa predprejšnjih, ne vem, kjer jih že, ko so se pogovarjali o tem zlatem fiskalnem pravilu, ne. A si ti zagovornik tega, da gre v ustavo ali ne? Po svoje nerelevantno vprašanje. Saj je vseeno, kam gre. A ga damo v ustavo ali ne? Zdaj se lahko strokovno, ne to strokovnjaki odločijo. Gre samo za to, da bo naša beseda držala in kaj moramo storiti za to, da nam bodo verjeli, da drži. Samo za to gre. A damo ustavo ali pa samo besedo izrečemo, pa nam cel svet verjame, nam očitno tudi to ne bodo verjeli, če bomo dali v ustavo, ne? Očitno, ne? A veš. Tukaj gre pa za isto. Zdaj samo mislim, ideološke debate so tlele po svoje brezvezniške. A si neoliberalc, a si kapitalist, ali si socialist, to nima nobene zveze. Zvezamo preprosto s tem, a ti organiziraš lahko družbo na način, da deluje z temeljnim dostojanstvom, s temeljnim človekovimi pravicami, pa za standardi, ki jih Evropa pozna, govorimo o Evropi, ne. A lahko rečemo, da je Nemčija ni socialna država. Nemčija je socialna država, ampak je sredi 90-ih let vendar šla pod vodstvom socialdemokrata Schröderja v reforme, ne. Zakaj? Zato, da je si zgradila ekonomijo, ki danes vzdrži, še vedno vzdrži, ne. Ja, Francija je šla pa v recesijo. Ja, in to z veliko parolo v novem socializmu, ne. Ja. Z današnjim dnem gre v recesijo, ne. Ja, s tem, pa z Hollandom se je kar bilo za strinjati, je zelo lepe stvari, simpatične stvari govoril. Manj varčujemo zato, da bomo lahko ekonomijo zagnali, ne. Danes prav z današnjim dnem grejo spet v recesijo, uradno, ne. Ja, s tem Nemčija je pa tako. Za rep ušla. Skozi zadnja vrata je ušla tej statistični kategoriji, ne, tako da smo v lepi družni, ne. Ja, pa ne moramo biti zadost pameten, še posebej, ker zadost ne vejo, pa ne vem, če ekonomisti, ki sicer te stvari ekonometrično krasno merijo, vejo prave vzroke. Ne vem, če jih vejo lahko, ne, ker
je pa in tudi mislim, da popolnoma nič se ne da zgrešiti, če mislimo dolgoročno na nekatere civilizacijske pridobitve. To, recimo, da mora ostati javno zdravstvo javno, da mora ostati kvalitetno in da mora doseči tudi malega človeka, ki ni sposoben plačati dragih operacij. To se mi zdi logično. Javno šolstvo in te stvari. Jaz mislim, da so to vrednote, ki jih je res treba zagovarjati. Ne? Ampak da se pa hkrati pogreznemo v neko neracionalnost, veš, ki se nam pa na koncu konča preprosto tako, da gremo na zunanje trge po denar, kot da smo neoliberalci, potem se pa sklicujejo, kakšne barabe so, da ga ne dajo. Ne? Se pravi, začneš igro, potem, ko ni po tvoje, ne? Se pa pritožuješ. Ne? Zakaj pa si šel pol po denar? Veš, si vstopil v igralnico, v kateri se ve, po katerih pravilih se igra. Ne? Če si sposoben narediti svojo lastno avtarkijo, naredijo. Ne? Veš, mi smo v neki realnosti, ki v bistvu je odgovorila na vse dileme preteklih let. Ne? Zdaj smo tukaj. No? Zdaj, veš, ko smo imeli ogromen nekega državnega premoženja, ki je bil narejen v imenu nacionalnega interesa, zdaj poglejmo, kje smo. Koliko je bilo vrišča, ko je Agrokor prvič kupoval Mercator, ne? Pa je bila cena koliko? 200? Še enkrat več, kot zdaj. Še enkrat več, kot zdaj. Zdaj bojo pa potih prodajali, pa veseli bodo, če bodo lahko prodali. Kdo je torej imel narobe? Jaz pa zdaj nazaj sprašujem, kdo je mu torej narobe, pa kdo ima prav? Pa še majhani počakajo, pa bo cena še za polovico padla, kdo je mu spet narobe? Pa kaj bo s penzijsko blagajno? Ja, točno tako, ne? Ja. A veš, zdaj so nekatere debate, ki so bili začeti... Zamujene so, ne? Ja, pa odpadajo, ne? A veš, nekaj, kar so takrat tako jasno govorili. Ok, prav, lahko da ste imeli prav, zakaj niste tega pokazali, zakaj tega niste dokazali, ne? In popolnoma res je to, da za to, recimo tisti, ki lepo upravljajo javne službe, kot se šika, niso nič krivi, ne? To je popolnoma jasno. Krive so vlade. Zaradi tega, ker niso v 20 letih uspele države organizirati mimo sistemske in nesistemske korupcije. Samo za to gre. Ker jaz mislim, da je glaven problem v Sloveniji korupcija. Problem je v tem, ne, da še kapitalistične eksploatacije niso znali organizirati tako, kot bi bilo treba. Ne? Ja. Z nekimi minimalnimi fair play. A temu se reče vzdržna kapitalistična eksploatacija. Ja. Vzdržna. Ja. So naredili nevzdržno. Ne? Kdaj se je pa to začelo? No? Kdaj? Ja, v političnih erah. Hočeš datum? Datum, ja. Kdaj si pa ti dobil tisto pošto, bilo je tik pred volitvami leta 1992. Ja. Je prišla ena pošta, ne, ki je sporočila, da se privatizacija začenja in da bo izvedena na tak in na tak način. Ne. Ja, to je bilo prvo. Ja, jaz mislim, da je tista pošta, v tisti pošti je seme številnih težav. Ne. Pa jasno, ne, da ko se je Slovenija odločila za privatizacijo, ne, je bilo jasno, da danes je za nazaj jasno, ne, da tip privatizacije, kakršen je bil rezultat zelo ostrih političnih bojev, ne, in privatizacija, kakršno smo dobili, je bila absolutno povezana z razmerjem političnih sil v državi. A veš kaj, enkrat za drugič, danes verjetno nima več časa, ampak se bi bilo pa dobro tako javno vprašati, pa malo razmišljati. Ne? Kaj pa, če se vrnemo v prvo Peterletovo vlado in v dileme takratnega njegovega paca, ne? A veš, a se spomniš, Jeffrey Sachs, ki je v bistvu predlagal kaj? Približno to, kar bomo zdaj naredili, ne? Demos, ne? Ja. Demos je razpadel 30. decembra 1991. Ja. Razpadel je pičlih nekaj mesecev po briljantno izvedeni osamosvojitveni vojni. Ja. Razpadel je teden dni potem, ko je Republika Slovenija dobila novo ustavo. Pravi, razpadel je nekaj mesecev in nekaj dni zatem, ko so bili doseženi fenomenalni politični rezultati. Razpadel je 2 meseca zatem, ko je zadnji vojak jugoslovanske armije zapustil Republiko Slovenijo. Ne? Rečeš tako, mislim, gre nam odlično, vladajoča koalicija pa razpade. Ne? Ja. Kako lahko vladajoča koalicija v tako briljantnih okoliščinah razpade? Razpade zaradi tega, ker
je bila na mizi večja porcija. Porcija, ki se reče, na kakšen način privatizirati. Kot velike in močne družine, ne, pri dediščinah. Pri dediščinah. Pri denarju. A to si šparov? Ne, to nisem šparov, to se mi je porodilo. Ne. Skrega se takrat, ko gre za dediščino. Treba je bilo razdeliti dediščino rankega socializma. Ja, točno to. In kaj smo, in dobro teoretsko vprašanje, in kaj smo torej 20 let imeli, a ne, zalive, slepe ulice in rokave zlatega socializma. In v tem to so zdaj glavna sporočila mednarodnih inštitucij, a veš, ki jih seveda poskušajo predstaviti kot predatorske, ne? Ampak hkrati pa te mednarodne inštitucije imajo neko, in jaz seveda tega ne znam oceniti, vem samo to, da to, kar tukaj govorimo, nekaj ne špila, ker če bi bili mi tako dobri, potem se ne bi spravili v položaju, v katerem smo, zelo enostavno povedano. Kaj imajo pa tiste inštitucije za povedati, imajo pa preprosto, če boste sami upravili svojo ekonomijo, nas ne boste rabili, če nas pa rabite, ne? Potem bomo pa povedali, kaj si mislimo. Ne? In vsi ekonomski strokovnjaki čist preprosto povejo, da ne gre za komplicirane, pa gre za zelo enostavne stvari. Da urediš razmerje med prihodki pa odhodki, da ne potrošiš več, kot proizvedeš. Če se ti populacija stara, začneš z sistemskimi ukrepi misliti za naprej in tako naprej, ne? Te zadeve. Ne? In dobro vprašanje, ki si ga bo enkrat postavila, je preprosto to. Ne? Kaj, če bi mi ta isti šok, o katerem zdaj govorimo, doživeli leta, kjer ga smo rekli, 91, ja. Se pravi, da Peterletova vlada ne bi padla in bi obveljal model Jeffreya Sachsa, ki bi te voucherje preprosto, takrat so hoteli razdeliti voucherje neposredno 1 na 1. Vsak državljan bi dobil proporcionalno glede na celotno premoženje države. Ja. Ne bi bilo pa notrnih menedžerskih odkupov in tako naprej. Ne? Ali bi bilo zdaj... To bo naslednjič pregrali. Ja, to moramo ali premisliti, ampak je pa provokativno vprašanje. Ne? Prav, današnji trenutek... Mi imamo še 29. maj, ko bo komisija sporočila oceno, pa povedala, je še kakšna domača naloga za narediti. Kaj predvidevaš? Čakajoč na 29. maj se bo midva enkrat potopila v leto 91. Ja. Jaz imam zdaj odgovor, kaj bo 29. maja. Ampak ga ne bom povedal. Ampak ne bom ga povedal. Bom pa takrat... Konvertiri, daj na mizo, pa bomo 29. maja prebrali. Prav. Ja? Boš napisal? Bom. Ok. Hvala lepa.